Premierka Alenka Bratušek je na izredni seji poslance seznanila s programom stabilnosti in nacionalnim reformnim programom, ki jo je vlada v petek poslala v Bruselj. Slovenija je s programoma po besedah predsednice vlade Bruslju poslala jasno sporočilo. Vemo, kaj delamo in vemo, da bo težko. Neuradne ocene, ki so v ponedeljek zaokrožile v javnosti, da predlagani ukrepi niso dovolj, je Bratuškova označila za špekulacije. Vlada je v programu stabilnosti predvidevala več ukrepov na prihodkovni strani javnih financ. Njihov skupni letni učinek pa naj bi znašal od 646 do 649 milijonov evrov. Komisar Rehn je včeraj pozno zvečer označil ukrepe kot spodbudne, korektne rešitve za več ključnih izzivov. Dodal pa je, da je prezgodaj reči, ali bodo načrtovani ukrepi dovolj. Zdaj so razmere še obvladljive, a Slovenija ne sme odlašati. Potrebno je zelo odločno ukrepanje, so bile njegove besede. Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so po 11 urah pogajanj dosegli dogovor o varčevalnih ukrepih za letos in prihodnje leto ter uskladili stavkovni sporazum. Masa za plače se bo letos znižala še za dodatnih 110 milijonov evrov, poleg spremembe plačne lestvice pa se bodo znižale premije za dodatno pokojninsko zavarovanje, nadomestilo za bolniško odsotnost, dodatek za akademski naziv bo prepolovljen, ženske ne bodo več dobivale posebnega dodatka za delovno dobo. Posegov v plačo v letošnjem in prihodnjem letu naj ne bi več bilo. Vodenje sladkogorske tovarne papirja Paloma bo avgusta prevzel Tadej Gosak, ki ga je med več kandidati pretekli teden izbral nadzorni svet. Do prihoda Gosaka, ki trenutno vodi slovenski del multinacionalke Ecolab s sedežem v Mariboru, bo Palomo začasno vodil do nedavni član uprave Stanko Kranjc. Paloma je sicer eno izmed podjetij, ki jih država namerava prodati. Nekaj preteklih poskusov se je že izkazalo za neuspešne, vendar posebna družba za podjetniško svetovanje, ki v imenu države bdi nad skoraj 71% deležem Palome, še vedno išče morebitne vlagatelje. Mariborski vstajniški odbor je po ponedeljkovi seji mestnega sveta izrazil nestrinjanje z dogajanjem na seji in nekaterimi odločitvami mestnih svetnikov. Ker se ne strinjajo z nekaterimi kadrovskimi predlogi župana Andreja Fištravca, ga ne priznavajo več za vstajniškega župana. Letošnji Evropski dan boja proti melanomu namenja osrednjo pozornost preventivnemu samopregledovanju kože. Melanom je najnevarnejša oblika kožnega raka. Za uspešno zdravljenje je ključno prav pravočasno odkrivanje bolezni. Melanom se razmeroma hitro razširi v sosednja tkiva in različne organe. Dovolj pozornosti je treba nameniti tudi ustrezni zaščiti pred soncem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto diagnosticirajo nemelanomski kožni rak 2 do 3 milijonom svetovnega prebivalstva, 132 tisoč ljudem pa melanom. Letno v Sloveniji melanom odkrijajo pri nekaj manj kot 500 bolnikih. Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, ki letos praznuje 20-letnico delovanja, je prva fakulteta z področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved v Sloveniji. Prav tako je prva v Sloveniji vpeljala podiplomske študijske programe z tega področja. Fakulteta je tudi pionirka v uvajanju simulacijskega centra v izobraževalni proces in tega načina povezovanja teorije s prakso. Sicer pa je bila višja zdravstvena šola ustanovljena leta 1993, leto pozneje je bila preoblikovana v visoko zdravstveno šolo Univerze v Mariboru, aprila 1997 pa so podelili diplome prvim 40 diplomantom. Decembra 2006 je dobila današnje ime. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine na Švedskem v zadnjem 7. nastopu doživela še 7. poraz. Premagala jo je Kanada, a šele po podaljšku 4-3. Na začetku so slovenski hokejisti celo vodili z 2-0. Slovenci se z zadnjim mestom v predtekmovalni skupini poslavljajo od elitne skupine in bodo leta 2014 igrali na svetovnem prvenstvu divizije 1. Iz druge predtekmovalne skupine se v divizijo 1 seli tudi Avstrija. Jutri bo sončno, čez dan bo ponekod pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, dež bo od zahoda do poldne zajel vso Slovenijo. Padavine bodo močnejše in pogostejše v zahodni polovici države. V petek bo pretežno oblačno, občasno bodo še padavine, deloma nevihte. Danes v dnevniku televizije Maribor. Občine so razrešile direktorico mariborskih lekarn, vodenje podjetja prevzema Albin Tur.
Mariborski študenti so na mednarodnem tekmovanju v strežnih veščinah prejeli bronasto medaljo. Stopnice na Kalvarijo so vse bolj priljubljene. Na letošnjem nočnem teku se je pomerilo 95 tekačev. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18. uri.